A veš Mirka zanč, ne, ko smo posneli? Dve mi razložil, jaz sem nekaj zasledil, da so zbrali veliko denarja, ampak da so zdaj v težavah zaradi periskopa Twitterjevga. A veš kaj več? Slišal sem Mirkat, predstavlja sva ga zanč, ful fajn ideja. Aplikacija se je lansirala nekje v januarju, pa je pa Twitter kupil firmo Periskop. Podobne funkcionalnosti, na Twitter gre vse in takrat, ko je šel Periskop ven, promet Mirkat upadel. Ampak so ful enega denarja nabrali. Ful so nabrali enega denarja, tudi od nekih celebritijev, mislim, da je bilo to... Jared Leto je. Jared Leto. Jared Leto, ja. Bilo je kar nekaj 10 milijonov dolarjev, ampak je popularnost aplikacije strmo padla. Strmo padla. Se ni začuditi. Zato, ker je Periskop zdaj direkt integriran, praktično v Twitter. Ne? Točno tako. In tudi Twitter je najavil, da oziroma so začeli malo polena metati Mirkatu pod noge. Je pa dejstvo to, da je to en moment, ko so živo prenašanje video vsebin je kar naenkrat naraslo. In je to pravijo, da je naslednji moment v družabnih omrežjih. Definitivno sem že preizkusil, poglejmo si posnetek. Enim svojim prijateljem iz Amerike sem obljubil, da jim malo razkažem Ljubljano. To bom storil z Periskopom in lahko v živo spremljajo moj sprehod tukaj ob Ljubljanci. Pejmo, starting broadcast. O, kako je lepa Ljubljana. Naše znamenite ključavnice. Periskop, vse poznate. Včasih smo uporabljali Mirke. Zdaj pa Mirket out, Periskop je pa in. Ful enih turistov imamo. Vsi zadovoljni, navdušeni. V bistvu sem hotel odprto kuhno slikati, ampak danes je ni, ker je praznik. Za finto pa dam v žep, tako da ljudje niti ne opazijo, in se bolj sproščeno obnašajo, če se s kom pogovarjam. Tako malo na skrivaj. Ulična fotografija je to, v živo. Tole je vsekakor zanimivo.